Tako, v redu. Jaz vas vse prav lepo pozdravljam na naslednjem panelu, ki nosi naslov Izkušnje in izzivi vračanja mladih v Slovenijo. Torej, če smo v prejšnjem panelu predvsem poslušali zelo zanimive življenjske zgodbe naših rojakov, ki še delujejo na tujem in ohranijo neko vez Slovenijo, torej imam tukaj v tej okrogli mizi ob sebi 4 sogovornike, od katerih so se 3 po uspešni karieri na tujem že vrnili v Slovenijo, en pa še vedno deluje na tujem, ampak z Slovenijo ne le osebno, pa tudi profesionalno redno sodeluje. Preden pa predam njim besedo, je predvideno, da se sam kratko dotaknem nekaj primerov dobrih praks drugih držav pri spodbujanju vračanja rojakov. Namreč pri Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji ASEF smo med leti 2019 in 2021 izvajali en ciljni raziskovalni projekt o kako preiti z bega možganov k kroženju možganov. Ta naš raziskovalni projekt, ki sem ga jaz vodil, je bil sestavljen iz 3 nekako sestavnih delov. Prvi sestavni del je bil ena zelo obsežna anketa, preko 2500 mladih, ki deluje na tujem, je odgovarjalo, torej kaj jih je nekako spodbudilo na tuje, kdaj bi se vrnili in tako naprej. Potem na podlagi teh podatkov smo opravili 20 poglobljenih intervjujev, polovico s takimi, ki so se potem vrnili, polovico s takimi, ki se niso, in so spet iskali te faktorje privlačenja in odbijanja, kot se to v teh socioloških teorijah reče. Ampak o teh 2 vidikih danes ne bom govoril, ker imamo tukaj 4 sogovornike, ki bi lahko z prve roke nekako predstavili, torej, kaj jih je potegnilo, katere so mogoče bile težave. Nekoliko pa se bom dotaknil 3. vidika, ki smo ga opravljali pri tej raziskavi. Namreč mi smo najprej naredili eno tako površno analizo vseh evropskih držav, plus Armenije in Izraela, ker vemo, da so to 2 države, ki imata močno diasporo in zelo razvito politiko diaspore, kaj delajo na področju vračanja, in potem smo na podlagi te površinske analize izbrali 8 za nas najbolj relevantnih držav. To so bile Italija, Španija, Portugalska, Irska, Izrael, Švedska, Avstrija in Nemčija, in nekako poglobljeno teh 8 držav analizirale, torej kaj počnejo, kako lajšajo vračanje. In torej, zelo na kratko, kaj smo ugotovili. Seveda, države se lotijo na zelo različne načine teh stvari, ampak vendar lahko pa opazimo neke zelo sorodne pristope. Zdaj, en tak zelo pogost pristop so razne davčne olajšave ali pa davčne bonitete. Recimo tukaj je ena država, ki je nekako najbolj radikalno v to posegla, tako rečem, je Italija, ki je najprej uvedla, da kdor je vsaj 2 leti živel na tujem, lahko 6 let plačuje zmanjšano dohodnino, če vsaj 6 let ohrani. Potem pa so šli še korak dlje in to ne velja več samo za Italijane, ampak velja tudi za visoko izobražene tujce. To velja tako za italijanske državljane kot za tujce, medtem ko je za Italijane še pridržane razne socialne bonitete in bonitete na področju stanovanj. Poleg te že, tako rečemo, radarne politike, pa kdor se pa naseli na jug Italije, lahko to obdobje še podaljšuje vse do 13 let, da plačuje bistveno zmanjšane davke. Recimo v nekaterih primerih celo do 90% so lahko davki znižani. Recimo podobne davčne olajšave poznajo tudi Portugalska, Španija, Avstrija in tako naprej. Nekatere druge države pa ne ponujajo olajšav posameznikom, ampak podjetjem, ki zaposlujejo povratnike. Tako recimo 2 taka primera sta recimo Nemčija in Nizozemska. Recimo Nemčija lahko neko podjetje do 500,000 davkov jim je prihranjeno, če izkaže, da je bilo to namenjeno torej zaposlitvam povratnikov. Zdaj, to je torej en tak pomemben, zelo davčni vidik. Zdaj, seveda, ne gre pa vedno za to, da se nudi sam davčne olajšave za povratnike. V nekaterih primerih tudi države gradijo zelo ugodno davčno politiko in s tem privabljajo bodisi povratnike, bodisi kapital. Recimo, en tak, verjetno najbolj znan primer je Irska. Irska vemo, da je tudi država, ki ima zelo znano in močno diasporo. 4 milijone Ircev živi na Irskem, okrog 16 milijonov v diaspori. In recimo že ta zgodovinski vidik, kako je Irska od revne do razvite države prišla, je bil nekako naslonjen na diasporo in na vlaganja, ampak tudi, ko je bila zadnja velika finančna kriza, 2008, je Irsko zelo prizadela in njihov takrat načrt, ki je obrodil sadove, je bil 200,000 povratnikov, ki na Irskem vložijo kapital in odprejo svoja podjetja, in jim je to tudi uspelo, predvsem z nizko
nizkimi davki, ampak tudi zelo aktivno, torej promocijsko aktivnostjo. Mi smo angleško govoreča država, tudi tisti, ki ste že več generacij, recimo v Združenih državah Amerike, od tukaj smo lahko globalna odskočna deska. Torej, davki so neka taka prva skupna točka, druga pa so neke take pisarne, okenca, imajo tudi recimo one-stop shop ali pa uradi za povratništvo. Torej, številne države, tudi ko smo tukaj opravljali razgovore, pravijo, da se potem, ko so to se začeli delati pred Slovenijo, tako da se mi od njih učimo, so ugotavljale, da bolj kot neki veliki projekti privabljanja, da je včasih koristno, torej, da se te majhne neke administrativne ovire ohrani tem, ki prihajajo. Kajti potem, kot recimo tudi, kar smo mi izvedeli v intervjujih, mogoče boste potrdili ali pa to zavrnili, seveda tudi ena stvari, ki se nam, ali pa nekomu, ki živi vedno v Sloveniji, zdijo zelo avtomatične, ko greš za nekaj let ven, potem kar nekaj postanejo kompleksne, kot recimo kombinacija med recimo stalnim bivališčem, odprtem bančnega računa, zdravstvenim zavarovanjem in tako naprej, ker Slovenija je ena taka precej velika specifika, da v resnici pri nas je stalno bivališče močnejši pravni atribut kot državljanstvo. Če imaš ti državljanstvo, pa nima stalnega bivališča, praktično nič ne moreš. Po drugi strani pa recimo vsi ti ukrepi, ki so za priseljevanje, za integracijo in tako naprej, so vedno za nedržavljane. Če si ti državljan brez stalnega bivališča, si vedno v nekem umestnem prostoru in tudi sami uradniki ne vejo, kaj s tabo. Torej, zdaj, te druge države niso imeli prav takega specifične težave, imeli so pa druge, tako so se potem lotili za taka pisarne in recimo tukaj en tak verjetno najbolj izrazit primer je Portugalska, ki je uvedla eno tako pisarno za vračanje, kjer lahko posameznik, ki bi se želel vrniti, na enem okencu opravi več kot 60 upravnih storitev. To je ena stvar, ki se za nas zdi verjetno precej nepredstavljiva, ampak recimo tam, in kar je potem tukaj še bolj neverjetno je, da ta pisarna ni samo v Lizboni, ampak je tudi v vsaki portugalski regiji, plus na vsakem veleposlaništvu. In recimo nekdo, ki se tam oglasi, lahko preko enega uradnika recimo uredi bivališče, zdravstveno zavarovanje, vozniško dovoljenje, vpiše otroka v vrtec, v šolo in tako naprej. Ena stvar, ki jo tudi v Sloveniji verjetno potrebovali, ampak zelo težko je to narediti, seveda, mislim, Portugalska je res izjemna, več kot 60 storitev, ampak so pa tudi druge z manj, recimo Nemčija ima to, Irska, recimo Hrvaška. Zdaj, ker se tiče Hrvaške, sploh mogoče si dovolim eno tako kratko zanimivo zgodbico, ki mislim, da je tudi precej povedna. Zdaj, mi nekako imamo neko splošno predstavo, da ima Hrvaška zelo razvit odnos do diaspore, bolj kot Slovenija, ampak dejansko, seveda, hrvaška diaspora je igrala pomembno vlogo v času domovinske vojne, ampak potem pri urejanju tega odnosa strani Hrvaške je pa v primerjavi s Slovenijo bila Hrvaška zamudnica. Recimo zakon za Slovence po svetu smo mi sprejeli leta 2006, Hrvaška ga je od nas prevedla in prepisala leta 2013. In tudi recimo urad, ki pri nas deluje že leta 1994, pri njih še tudi takrat od časa zakona. Torej so precej bolj zatembli, ampak če pa danes primerjamo, ima njihov urad 3-krat več zaposlenih kot slovenski in tudi znotraj Hrvaškega urada za Hrvate po svetu so ustanovili urad za dobrodošlico, torej posebno pisarno, ki spodbuja vračanje. No, zdaj, nekatere države imajo take okenca, kjer se tudi da dejansko urejati upravne storitve, druge pa ne, ampak tam dobiš na enem mestu samo informacije. Se pravi, ne urejaš, ampak ti pa povejo, kaj treba urediti in kje se kaj uredi. V nekaterih primerih je to fizična pisarna, drugje pa virtualna. In recimo, mogoče dam en tak primer, ki ga večkrat omenjam, ker je zelo zanimiv. Armenija ima tako virtualno pisarno, ampak je pa izjema Armenija v tem, da tam ti svetovalci odgovarjajo v realnem času. Torej tam na njihovi spletni strani so navedeni vsi možni kanali, e-mail, telefonska številka, WhatsApp in Viber in ko ti pišeš, oni direktno odpisujejo, torej ni, da čakaš, to je tudi taka zanimiva stvar. Torej, to so recimo dve take zelo pogoste prakse, o katere mogoče smo danes dotaknili, če bi bilo kaj takega relevantno tudi za Slovenijo. Zdaj, poleg tega, recimo, kaj smo tako čisto na kratko v tem našem projektu še ugotovili, kaj druge države delajo. Torej, seveda, veliko je tega privabljanja investicij in podjetnikov, recimo tudi naša sosednja Hrvaška je na tem področju precej močna. Recimo, nekatere države, zanimivo, sofinancirajo selitev. Torej, recimo, če se družina priseli, ti kuhinjske aparate oni preselijo. To je taka zanimiva stvar, ampak mogoče še bolj tako razvojno zanimiva pa je, da nekatere države financirajo razgovore za službe.
Recimo Nemčija to dela za znanstvenike, torej plačuje letalske karte, Estonija pa za IT strokovnjake. Recimo Poljska je zelo znana po tem, da je določeno število stanovanj mora vsaka občina zagotoviti za te, ki se vračajo iz izseljenstva. Nekatere države tudi precej delajo na prejšnjih valovih izseljevanja, torej na potomcih starih izseljencev, ki jih tudi potem hočejo preko tega države nekako privabiti, torej okrepiti demografsko. In ne nazadnje, še zadnja stvar, številne države tudi posebne specifične ukrepe sprejemajo na področju znanstvenikov. Tako da recimo en tak, omenim sam tako primeroma, recimo Nemčija je znana po tem, da če nekdo dobi službo iz izseljenstva v znanstveni sferi, uredijo tudi službo za partnerja. Torej, ne nujno v znanosti, pa kjerkoli poskrbijo, da sta oba zaposlena, da bi to bil potem nek močen motivator, da pridejo. Recimo, zelo zanimiva stvar je tudi naša soseda Avstrija. Jaz mislim, da je to država, sploh na katero bi mi morali biti zelo pozorni, ker Avstrija nima zelo razvite politike do diaspore, ampak nasplošno do izobraženih tujcev in ena od teh držav, kjer vidi nekako ciljno, od kje bi lahko črpala, je tudi Slovenija, kar se zelo vidi po številnih spletnih reklamah, kjer se promovirajo kot prijazne za, torej po študiju za prvo delo za Slovence. No, ampak zanimivo je recimo avstrijska dežela Koroška, nekako je šla pa v to vizijo, da so premajhni, da bi razvili vse znanstvene discipline in so se skoncentrirali sam na mikroelektrotehniko in pravijo, da hočejo narediti tam ob Vrbskem jezeru Evropsko silicijevo dolino in tudi seveda zelo gledajo na naše elektroinženirje, elektrotehnike in tako naprej. Se pravi, če malo zaokrožim, vidimo, da živimo res v neki svetu, kjer velja globalna bitka za talente. Slovenija na tem področju ni bila pionirka, torej druge države imajo stvari mogoče bolj razvite, ampak seveda ta stvar bo še naprej aktualna, torej nikoli ni prepozno in jaz sem prepričan tudi take razprave, kot danes se dan potekajo, da so lahko zelo solidna osnova potem tudi za kakšne dobre ideje. Toliko z moje strani, sedaj pa prehajamo torej na razpravo. Torej, zamišljajo tako, da ima najprej vsak sodelujoči en svoj uvodni, približno 10-minutni prispevek, potem pa nadaljujemo z razpravo. In najprej bi govornici povabil kolegico Darjo Grošelj, ki je trenutno docentka za področje družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je pa po študiju na Ekonomski fakulteti iste univerze svoj magistrski in doktorski študij opravlja na Oxford Internet Institute, torej v Združenem kraljestvu. Naslov njenega prispevka je Od doma domov in spet nazaj o pomenu navezovanja stikov v Sloveniji. Lepo prosim. V redu, hvala. Najlepša hvala za vabilo najprej. Mi je bilo zanimivo v bistvu poslušati zdaj vašo predstavitev malo bolj konkretnih stvari. V bistvu mojih 10 minut bo mogoče mečkam bolj osebno čustvenih v smislu, zakaj sploh priti domov, kje je sploh dom. In tudi mogoče, ja, malo specifično, ampak se boste videli zakaj. Moja pot je sicer nekako izgledala zelo linearno, bi rekla. Kot je že Dejan omenil, sem v bistvu po gimnaziji Bežigrad nadaljevala študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, naredila dodiplomski študij. Jaz sem bila v bistvu prva generacija bolonjskega študija, tako da je bil ta 3-letni dodiplomski študij, pa potem sem naredila 2 leti že magisterija tudi v Ljubljani na prav tako na Ekonomski fakulteti, ampak tega mednarodnega programa, ki ga je Janez Prašnik kar takrat vodil. Pa sem bila nekako radovedna, kaj pa se dogaja v tujini in sem nekako želela študirati nekaj v zvezi z internetom, nekaj v zvezi z družboslovjem interneta, mogoče zato, ker ja, moj brat je računalničar in mene pa zanimala bolj tista družboslovna plat novih tehnologij. In sem v bistvu odkrila, da nekako po naključju, da na Univerzi v Oxfordu je en tak inštitut, kjer to predavajo, pa mogoče niti nisem bila tako ciljno usmerjena zdaj v nek program ali pa smer, ker sem se prijavljala tudi na poslovne šole. Jaz sem v osnovi študirala marketing, trženje, tako da ta poslovno smer ekonomije. Me še vedno hecajo, da toliko malo, kaj jaz vem o davkih, ne bi smel nobeden iz Ekonomske fakultete.
Tako da ja, jaz nisem ekonomist, ampak bolj ta poslovni svet je moj svet. No, in sem se prijavljala tudi v Ameriko, na poslovne šole, pa na šole, te information science šole, no, informacijske znanosti. In potem sem v bistvu, zdaj sem že malo preskočila, začela na magisteriju, na magisterskem programu, enoletnem, pa potem nadaljevala na doktorskem in v 5 letih, mislim, da je bilo tole 30. septembra 2015, doktorirala in se v bistvu že naslednji dan vrnila domov. Ampak tokrat ne še takoj, pot ima še malo vinkov, ampak načeloma zdaj rečem sem doma na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Tako da mogoče cela taka pot zelo nekako linearna, Slovenija, Ljubljana, Oxford, Anglija, pa spet nazaj. Ampak če tukaj pogledate, ta pot ima še vse en trajekt, pa drugi časovni pas, tako da sem živela recimo v neki drugi kulturi ali pa v nekem drugem okolju. Mogoče čisto še za ozadje, kako se je to dogajalo. Jaz sem bila štipendistka Ad Future na obeh programih, se pravi na magisterskem in na doktorskem, pa potem za zadnje leto, pa še malo vmes, ker je seveda primanjkval sredstev, sem tudi delala kot asistentka v pedagoškem procesu, pa kot raziskovalna asistentka. Za zadnje leto sem pa še celo dobila eno manjšo štipendijo iz ene fundacije, ki se reče Graduate Women International, in tudi recimo ena možnost, ki pač financira predvsem oziroma samo ženske v znanosti. To je zdaj recimo moja pot iz CV-ja, kako pa je nekako, če pa zdaj pogledamo malo bolj življenjsko, malo bolj čustveno, kako je ta moja pot izgledala, je imela pa kar nekaj ovinkov. Ko sem bila povabljena na ta panel, sem se sprašala, mi tako radi govorimo o vračanju domov, pa nekako mislimo, da sem se začela sprašati, kaj sploh je dom, kam se vračamo, s kom, kako. In jaz tukaj vedno pomislim na eno pesem Boštjana Narata, naslov je Strah je odveč, če koga zanima, zelo lep komad, kjer on reče, dom je tam, kjer sem še enkrat pozabil dežnik, in vsekakor to za Anglijo velja. In v tistem obdobju je bila Anglija moj dom, Oxford je bil moj dom, predvsem zato tudi, ker sem šla v tujino in živela v tujini, takrat s fantom, pa potem so se v bistvu po enem letu pa že poročila z možem in tudi on je bil študent na Oxfordu, tudi on je doktoriral na Univerzi v Oxfordu. V bistvu so se nekako skupaj odločili za to pot, se prijavljala tudi skupaj in tudi nekako pol na koncu razlog, zakaj so glih šla v Oxford, je bil dejansko ta, da so oba tam bila sprejeta in je bilo pač tisto, super, to je to, pa še super univerza. In seveda je ta pot moja prepletena tudi s tem obdobjem ustvarjanja družine. Ne vem, če se to ko sem dala zato, ker sem v bistvu bila na zagoru doktorata v 7. mesecu nosečnosti. Tako da, mogoče, to se recimo izkušnjega CV-ja ne vidi, ampak sigurno je to bil velik nekak dejavnik. In meni, ali pa nama je bilo v tistem trenutku, ko so pač v bistvu 5 let preživela v tujini, so se sprašvala, kam, kako, a zdaj domov, zakaj domov, kakšen je sploh razlog, kje je najin dom, v bistvu dom so midva. Ampak hkrati imamo oba velike družine, razširjene doma, brate, sestre, bratranci, sestriče in nekako so vedno odraščala v tem družinskem okolju in so si želela tudi najino družino nekako začeti v tem okolju. In se mi zdi, da dom je verjetno tam, kjer najdeš pravo ravnotežje in nama se je takrat zdelo, da je to Slovenija. Pomemben dejavnik seveda je bil tudi ta, da so bila v bistvu oba štipendista Ad Future in seveda ena od zahtev, pogodbenih zahtev je, da se v bistvu potem vrneš oziroma da si za čas prejemanja štipendije, za enako obdobje, potem zaposlen pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali tako. In seveda je bil tudi to en dejavnik, ki bo pač nekako to potem, ne vem, ustvarjala si družino, se bo vrnila, tukaj nekako začela in začela tudi to. Je pa mož zdravnik, na Oxfordu je študiral radiobiologijo, zdaj je radioterapevt, tako da on pa v bistvu, ko so odhajali v tujino, je zaključil tukaj študij, se pravi, ni pa še bil specialist
In je potem bilo tudi to, pomembno odločitev, da bo v bistvu se tukaj vključil pa nazaj v zdravstveni sistem, naredil sekundarjat in potem specializacijo. No, in jaz pač tukaj sem bila nekako že z glavo v enem drugem življenjskem obdobju, mislim, čakal me je novorojenček, nisem se mogoče niti še toliko ukvarjala s tem, kaj sploh bom, kje bom, mogoče so mi oba nekako tako božje. Hkrati pa sem pola nehitro naletela tudi na neke te čist, kako se reče, realnosti vsakdanjega življenja, da zdaj se vrneva domov, jaz v bistvu nimam nič, nimam zaposlitve, nimam nekih socialnih pravic, kaj dosti. V bistvu sem kot neka študentka, tako da je recimo se tukaj pojavilo to, kaj bo z mojo porodniško, kako bom sploh kaj dobila, kaj bo s tem. In potem sem v bistvu tak prvi dom, pa dejansko pomoč dobila prav tukaj na Inštitutu Jožef Štefan, kjer me v bistvu Marko Grobelnik vzel v službo pač za 2 meseca, pa sem delala na event registriju, da ne bo zgledala, da je bilo samo na papirju. In me v bistvu dejansko takoj s 1. oktobrom že vključil čisto delo, s tem, da bom 1. decembra itak odšla na porodniško in da sem saj v bistvu začela v nekem tem sistemu slovenskem, kar je zelo pomembno, ker iz tega izhajajo zdravstvene pravice in vse veste, vse. Ampak moja porodniška je bila v bistvu, mislim, da 280 € takrat. Ampak to je bila odločitev. No in pol mogoče, se je moja pot še malo zakomplicirala, ker tale dojenčica tukaj noter imela eno svojo pot, oziroma jo ima še. Tako da je v bistvu ima cerebralno paralizo, tako da sem jaz potem ostala doma 2 leti. Se pravi, ko mi je tukaj ta 1-letna pogodba potekla, sem v bistvu se umaknila iz trga delovne sile. Vmes pa že med študijem sem vzdrževala zelo stik z Fakulteto za družbene vede, Centrom za družboslovno informatiko, ki je nekako paralelna inštitucija oziroma proučuje podobne stvari, kot smo jih v Oxfordu. In to se je izkazalo za zelo, zelo pomembno stvar, ki v bistvu tudi nekako želim poudariti, da ne bom res predolga. Da v bistvu je res zelo, zelo pomembno, da že tekom študija nekak študent ohranja stike z inštitucijami, kjer nekako bi želel biti. Jaz sem tukaj napisala neke 3 stereotipe ali pa vidike vračanja domov, ker se mi zdi, da iz teh nekako izhajajo veliko izzivov. Ena stvar je, da mogoče mi mladi, ki gremo ven, zdaj mogoče nisem več mlada, ampak ko sem šla 2010, že 13 je tega, pol kar misliš, jaz bom imel pa doktorat iz Oxforda, itak bojo vsi me hoteli, ampak mogoče ni nujno tako. Ni tako, da doma vsi čakajo z odprtimi rokami. Zelo, zelo pomembno je, da že tekom študija nekako razmišljaš, kam bo šel, kako bo šel in navezuješ nek stik z ljudmi, da te ljudje poznajo. Jaz sem tukaj pač z Inštitutom Jožef Štefan delala že diplomsko pa magistrsko nalogo, ko sem bila na ekonomski fakulteti, tako da sem imela te kontakte in zato se je tudi ta zaposlitev po doktoratu zgodila. Na FDV me je pa mogoče kar malo moj brat porinil v smislu, pa daj pejt, vsaj se spoznati, predstav se, povej, kaj delaš. In me res zelo spodbujajo tem in sem zelo hvaležna za to, ker drugače verjetno niti ne bi šla. Jaz njih ne poznam, jaz tam nisem študirala, kaj bom jaz tam. Ampak smo nekako, so vedeli zame, vedeli so, da obstajam, vedeli so, da bi se verjetno vrnila. In je bilo to potem zelo pomembno, ker v bistvu je bil res en ta pol tudi osebni pristop profesorja Vasja Vehorja, ki me je potem nekako spremljal, pa videl, kaj se dogaja, da sem potem doma ostala. In je pač on rekel, pa sej, pejte, prijavite se na ta podoktorski projekt ARRS, sej boste, sej to ni nič tacga, kar prijavite se, bomo že, pa sem rekla, pa jaz ne moram v službo hoditi, jaz sem doma, imam veliko skrbi za hčerko in ne morem jaz še delati. Jaz ne morem hoditi fizično v službo, ona ni v vrtcu, je rekel, sej ni treba hoditi v službo, vi boste sam tako delali. No in me res tako se mi zdi z enim takim pristopom, z osebnim spodbudu, da sem se prijavila, dobila poddoktorski projekt in potem res šla v službo leta 2017, prav na FDV, in ta
podoktorski projekt raztegnila, mislim, da kar za 5 let, še 2 porodniške dodala. Tako da sem v bistvu zelo hvaležna za to odprtost, ki pa je bila zelo osebna. To je bila v bistvu odprtost enega človeka, nekoga ali pa skupine ljudi, ki so pač v meni videli, ne vem, nek potencial in so me nekako res tako aktivno privabili, zaradi tega, ker sem že prej z njimi vzpostavila stik. In to je zelo pomembno. Ko sem že dolga, bom šla naprej. En vidik se mi zdi to, se mi zdi, da naša država misli, da bi se itak vsi radi vrnili v Slovenijo, ker tukaj lepo živeti. Mislim, da je Dejan že kar veliko stvari izpostavil, da to ni da vračanje ni nujno enostavno in si res želim, da bi se več naredili v smislu neke podpore pri tem, jaz bi rekla, smiselnem vračanju v domovino, da ni to samo tista kljukica v pogodbi, ker jo lahko na zelo različne načine zadovoljiš in tudi poznam zelo različne načine, kako so se mogoče nekateri lotili tega, te zaposlitve v Sloveniji, pa mislim, da to ni prav. Država v nas v bistvu vlaga nek denar, jaz sem stala državo nekaj denarja in ne vem, zakaj me zdaj malo bolj ne izkoristijo v smislu, ne samo da rečejo, ja, moraš priti, ampak mi pomagajo pri tej vrnitvi, da se tudi smiselno vrnem na neko pozicijo, kjer bom lahko nekaj vrnila tej državi. In to se mi zdi, da je tukaj premalo. Ad futura v tistem obdobju, mogoče zdaj kaj drugač, ni naredila v bistvu nič, da bi se mi vrnili, da bi se smiselno vrnili na pozicije, kjer bi lahko nekaj dali od sebe. In v bistvu smo imeli samo to, morate priti za to klet, kot smo vas financirali, kakor želite. Lahko nobenega ni brigali, kaj delamo, kje smo, ni bilo v bistvu nobenega eventa, kjer bi nas povezali z delodajalci in tako naprej. Po drugi strani, ja, pa zdaj se nam omenila delodajalce. Tukaj včasih se mi zdi, je še vseeno v Sloveniji prisotnega majčkeno tega strahu, da zdaj pa prihaja en nadobuden ali pa nadut študent iz tujine, se malo važi. In je res treba biti tukaj zelo aktiven pri tem iskanju in vzpostavljanju stikov s potencialnimi delodajalci in sodelavci tukaj v Sloveniji, ker je težko kar se pojaviti od nekjer in reči, jaz bi zdaj tukaj bil sploh mogoče na univerzi, na fakulteti, so dolgotrajni procesi vklapljanja nekoga v pedagoški proces. Jaz sem imela tudi majčkeno srečo na rokovajih, da se en starejši kolega glih takrat upokojeval in se nekako bi se odprlo pol pozicije. To ni nekaj, kar se zgodi vsako leto. Razpisi, itak veste, se dogajajo pol leta vnaprej. Vse je treba, v bistvu, to je pot, je treba načrtovati. In mogoče sam, da povzamem, vračanje domov se mi zdi, da je zahtevno tudi zato, ker se vračaš drugačen, kot si šel. Tudi mi, da so v bistvu po 5 letih ugotovila, da ne veva več čisto točno, a se vrniti v Slovenijo ali ne. Tudi v bistvu so se vrnila s to mislijo, zdaj grejo za par let, pa bo še pol spet kam. Pa smo pol spremenili plan, ampak mogoče bomo še vsem kdaj še kam. Je dolgotrajen proces v smislu, da je treba to načrtovati, razmišljati, kaj s kom, kako se nekako povezati, pojavljati, da si nekako neko pot pridobiš. Tudi to, da vračanje ni nujno zavedno, pa mogoče še to bi rada poudarila, da bi pa želela, da tudi se država bolj zaveda, da vračanje domov fizično ni nujno edini način vračanja domovini. In tukaj se mi zdi, da je lep pokazatelj tudi ta konferenca, pa ASEF seveda, ki je zelo veliko dela vrača domovini s tem, da v bistvu ni nujno vse doma. Tako da, če skončamo vračanje domov, je lepo in jaz sem svojo odločitvijo zadovoljna in pomirjena. Tako da, če bi pa kdo še kaj želel kontaktirati, je pa tukaj moj naslov. To sta pa inštitucije, ki jih poznam in lahko kaj povem. Zdaj pa nisem še, to bom pa povedala. Hvala. Hvala lepa, Darja, za to zelo zanimivo predstavitev. Mislim, da je tudi že nekako vzbudila precej možnosti za kasnejšo diskusijo na koncu. Dovolite mi, da jaz tako sam z enim stavkom posežem, sem malo žleht človek. Seveda, jaz mislim, da na teh konferencah Svetovnega slovenskega kongresa se vedno zelo dobre ideje porajajo, veliko praktičnih izkušenj, seveda potem je ta stvar, kako država, kako naj ministrstva kako naj razne agencije to seveda absorbirajo. In recimo, ko sem bil
pred par leti na eni konferenci v Zagrebu, kjer me je Hrvaška povabila na eno prav podobno vsebinsko razpravo. Recimo tam so vsi uslužbenci, kar jih je Urada za Hrvate po svetu, so imeli obvezno udeležbo celotno konferenco. Zdaj, tukaj z Ada je Ana, ki verjamem, da se zelo trudi, mogoče tudi kdo drugi od kakega ministrstva, ampak mogoče pa bomo v kakšni naslednji konferenci tudi že tukaj imeli eno, bo treba večjo dvorano, ker bo sam od odločevalcev toliko obvezne udeležbe. Toliko te na tako mal zloben komentar, ampak nič slabega ne mislim. Sedaj pa k besedi vabim Saro Oblak-Spajker, ki je se po 18 letih življenja v New Yorku nedavno vrnila v Slovenijo. Tako, da povem še par več besed o njej, je nekdanja mednarodna elitna košarkašica, ki je igrala za različne klubske in reprezentančne selekcije, zato se je tudi na to preselila v New York. Kasneje pa se profesionalno udejstvovala in se še udejstvuje kot strateginja, transformacijska mentorica in certificirana trenerka za miselnost. Ima tudi več kot 25-letne izkušnje v high performanceu. Danes pa bo z nami nastopila z naslovom Iz New Yorka v Slovenijo, izzivi, izkušnje in priložnosti, ko z nami domov prihaja cela družina. Sara, lepo prosim. Lep pozdrav vsem skupaj in vsakem posebej. Nikoli si nisem mislila, da boste Inštitut Jozef Stefan pa moj ime v istem stavku, ker nisem akademik, nisem raziskovalec. Nikoli si pa tudi nisem mislila, da bo New York moj dom, ker nisem imela nobenih aspiracij iti kamorkoli Škofje Loke sploh. Tako da, ko je prišel e-mail enega večera, živijo smo univerza v New Yorku, bi prišla za nas košarko igrati, je bil moj ta prvi odgovor, Potem je pač prišla mami v mojo sobo, videla tak začuden pogled, prav, kaj pa se dogaja? Pa sem jim razložila, da je tam pač prišlo povabilo, rekla, pejte probat, če ne bo všeč, lahko priješ nazaj domov. Takrat sem bila že v prvem letenku na FDV-ju in čistko iskreno povem, da če bi ostala na FDV-ju, bila pa moja še danes v prvem letenku na FDV-ju. Z muko sem ga zaključila, pa še to zato, ker sem narobe prevedla e-mail od trenerk. One so zahtevale popoln transkript prvega letenka, jaz sem zastopila, da oni to nič ne rabijo, da bom jaz tam znova začela. In sem imela v bistvu 3 tedne, da se naučim za cel letenk, vse izpitev prvo naredim in pošljem do 1. julija vse papirje. Čudeži se dogajajo, ratal je. Spakirala sem 3 kovčke, se znajdla v Brooklynu, sem si rekla, kva sem pa jaz naredila zdaj. Šla sem se pravim za 4 leta, da odigram tisto košarko, da si dobim novo izkušnjo. Ob športu sem delala še na univerzi v fitnessu, ker je bilo treba še malo zaslužiti zraven. Ker sem tukaj zaključila prvo letenk, sem pa tam začela magisterij delati, ker tudi nikoli v življenju si nisem mislila, da bi delala jaz kdaj magisterij. Potem se je pa srce zataknilo in še to zato, ker sem hotela dokazati Američanom, soigralki, da ni šanse, da te lahko računalnik z nekomu pokonekta, da to vi Američani ste čista dio. Halo. In sem se prijavila na zmenkarije na internetu, 2 ure kasneje dobim e-mail prav, imamo možno povezavo, se dopisujeva en teden, sva šla na en zmenk, 16 let sva skupaj. In danes je tudi on z nami, moj mož v Škofji Loki, kar smo se vrnili februarja s puncem pa z 2 psom. On je prišel marca, ko je zaključil delo v firmi. In tudi on si ni nikoli mislil, da bo kjerkoli živel, razen v New Yorku oziroma v Pensilvaniji, tam iz kjer je. Tako da zaradi enega kruha se največ poje. Zdaj pa izzivi. Jaz sem imela željo dolgo, se pravi, odkar sem postala mama, ker sem videla, da življenje v Ameriki pa le ni tisto, kar je na voljo otrokom v Sloveniji. Srce se mi pa predvsem zlomil, ko je prišla moja punčka, takrat 5 let stara, domov iz šole en dan in prav, mami, danes smo se pa naučili, kako se pred strelci skriti. In sem se naučila, da če sem sama na WC-ju, da moram počepati na školjko, vrata zakleniti in biti čistih. Še danes imam mravljince, ker na to pomislim. Vsak mesec imajo vaje v osnovnih šolah, kako se pred strelci skriti in se reka, duša mi ne da miru otroka poslati v šolo v takmu. Ampak takrat pač sem bila jaz tista ta zmešana, ta paranoična. Leta so še naprej, vsi vemo, kaj se dogajali
meseca v mesec, iz leta v leto. Na koncu moja otroka, 2 punčke imam, nista več hotela v šolo iti in sta one 2 vztrajali, da se pride nazaj v Slovenijo. Odločitev je padla avgusta 2022. Prek telefona sem prepričala moža, saj našli smo stanovanje v Škofji Loki, všeč nam je, lahko ga rezerviramo, nas bo počakal. V New Yorku smo imeli predmestje New Yorka, 45 minut stran, hektar vrta, medvedje, lisice, srne, vse, kar si zamisliš, super življenje, ampak nobenega življenja po drugi strani sosedov, ko mi poznaš, hiti se, res je nor tempo življenja. Ok, rekel mož, prav, prav bomo pa probali. In smo dali hišo na trg, v 2-3 tednih smo dobili te prve ponudbe, sem rekel, tole pa malo prehiter, pa se pol to ni izpeljalo. Istočasno so se pa pol začele vse tele ovire pa preskakovanja, ker za razliko od marsikakšne izkušnje tukaj, ko vas povabijo, da se vrnete, ko vas čakajo pozicije na raznih inštitutih, ko se vračate mogoče sami, je bilo to vse v naši režiji in vse samo zato, ker smo imeli željo po nekem drugačnem, boljšmu, upamo, da boljšmu življenju. In prvi izziv je bilo res sploh pomanjkanje delovnih priložnosti za mojega moža. Zame ni problem, jaz sem moj SP tam zaprla, sem ga tle odprla, delamo naprej, ni problema. Je bil že 2011 ustvarjen v ta namen. Takrat mimogrede sem izgubila službo isti teden, ker sem zvedela, da sem noseča. Na pogodbi sem tako imela 5 neplačanih dni na leto dopusta, to je bilo to. Mož je pa po 20 letih dela na eni največjih ameriških medijskih hiš. So rekli, ja ne moreš delati od doma, čeprav so celo pandemijo pač to delali, ampak v Evropi niso imeli podružence in tehnično ni mogel v Evropi delati in imel treba najti zaposlitev. Banka je potem zahtevala, ker pač nakup stanovanja v Škofji Loki še vedno poteka, še vedno smo v limbotu. Imajo tudi oni določene zakone in pravila in ne samo to, da rabi imeti, kot smo že vzpostavili, stalno prebivališče, kar je tudi, pridem do tega, plača v evrih in je bilo treba najti in novo zaposlitev za poln delovni čas, ki lahko dela iz Evrope in ki je bilo pripravljeno plačati v evrih. To smo uredili, mimogrede LinkedIn in pa, tako kot je gospa rekla, povezave. Odnosi, ki jih zgradiš z ljudmi, so neprecenljivi, nikoli ne veš, kdo te pozna, kdo koga pozna, kje se kdo najde, kje te opazuje in se je izkazalo, da je bila oseba, ki ga je poznala že 15 let, so rekli, ej ti, pridi k nam, te bomo z veseljem sprejeli. Druga stvar, ki je recimo ovira, to ni samo moja izkušnja, jaz sem dejansko poklicala še 2 kolegice, ki sta prav tako Slovenke, so se vrnili, ena se je vrnila iz ZDA avgusta, ta druga je trenutno v Švici in se vračajo, ena je pa še v Kaliforniji in še preverjajo, pluse pa minuse še tehtajo, kako in kaj. In pomanjkanje delovnih priložnosti za partnerje je dejansko eden od največjih ovir. In pa pomanjkanje ustreznega plačila. Ker recimo, ko si enkrat ustvariš družino v tujini, predvsem v Združenih državah, ja, se so plače ful visoke, stroški življenja so pa še višji. In ni samo to, da ti spakiraš kufre in se preseleš, imaš tam še druge obveznosti, ki jih moraš poravnati, recimo prejšnja posojila, pa kreditne kartice in tukaj slovenska plača ne pokrije polovico stroškov samo z tega vidika, kaj šele tekoči stroški. Tako da to je bila kar velika ovira, na srečo smo jo mi uspeli premostiti, no pa se je pa zataknili. Pri davkih, to je pa tudi gospod, vi ste že v enem intervjuju sam povedal, da davčna lestvica v Sloveniji je kar precejšnja. Sicer vemo, da imamo socialne transferje, da imamo nekakšno socialno varstvo, pa to, ampak še vedno boli človeka, ki tega sistema ne pozna, ko ve, da pač v njegovem rangu, da bo mogel plačati okrog 50% davka. To je bila kar taka težka debata, ki so jo z možem imela, da zakaj se to splača, zakaj je še vedno vredno, da pridemo skupaj, saj za par let, da probamo. Birokracija pa je bila še ena taka full fine zadeva, ker je dobro, da sem imela čas pa energijo, ker dejansko je bilo pa pol tako. Že avgusta, ko smo se mi odločili, da pridemo, sem spoklicala vse ustanove, za katere sem vedela, da se bomo kakorkoli z njimi pogovarjali.
od slovenske ambasade v Washingtonu do ameriške ambasade v Ljubljani, upravno enoto v Škofji Loki, carinsko družbo, veterinarsko inšpekcijo, vse ni da ni, finančni urad v Ljubljani, finančni urad v Kranju, tole je naša časovnica, tole so naši plani, kaj rabimo. Gospa, ni problema, ko te prišli, vi sam pridite, pa tole podpišite, pa bo to. Okej. Pa grejo meseci okoli, pa banka rabi nove dokumente, pa občina bi zdaj še nekaj drugega imela. Pa je bilo konec decembra, mi bi mogli pogodbo za stanovanje podpisovati januarja, zdaj pa posojila, pa ne bo, kar rabite, pa imeti stalno prebivališče prijavljeno. Ambasada, kako se lahko to uredi? Ne, mož pride k nam v Washington, bomo mi prstne odtise vzeli, ni panike, pošljite dokumente, ne rabite prevajati, itak govorimo oba jezika, ni problema, vaši starši bojo pa v Sloveniji uredili pač. Okay. Zgleda enostaven, prav. Grejo moji starši na občino, čakajo uro pa pol v vrsti, tako kot ponovadi, jih gospa nadere, kaj se oni predstavljajo, da to se pa tako ne gre, da mora moj mož pa osebno priti v Slovenijo, dati prsten vtis, ampak šele pol, ko so papirji pregledani, eden od njih je potrdilo o nekaznovanju, FBI ga je izdal v 2 urah. Postopek, kot se reče verified documentation, traja 11 tednov. Prevod v slovenščino, legalen prevod, pa še nadaljnje 3 tedne. Tako da smo predihavali zelo globoko. Na koncu je bilo to tako, da hiša se je prodala, 8. februarja je bila prima prodaja, z možem so šla papirje podpisati en dan prej, jaz sem spakirala moji punci, kuške, letalsko karto za eno smer, smo bili na letališču, ko je klicala naša agentka, prav, kupci so podpisali, lepo se mej. Sem rekla, tudi če ne bi meni zdravil, samo ključe, da jaz grem. In ko smo prišli v Slovenijo, še to dodam, bilo je februarja, imeli smo zmenen, da gremo v najem za ta čas, ko se pač zadeve z našim stanovanjem še urejajo, zdaj že za nedoločen čas, že ne vemo, kaj bo s tem. Hvala Bogu, da so bili prodajalci, mislim, z neba poslani, fleksibilni, res fair, banka, 40 sem jih poklicala v Sloveniji in v Evropi, samo ena, mimogrede Nova Ljubljanska banka, je bila edina, ki se z nami pripravljena bila pogovarjati, da so še njihovi pravniki stopili na našo stran in se res zavzeli, tako da hvala Bogu. Zdaj treba še malo pesti držati še par tednov, da gre še to skozi. Ampak za ta čas smo rekli, prav, gremo pa nekam v najem, no in nas kliče 2 dni pred letom, gospa prav, veste, ne bo šlo, ne morate k nam v najem iti. Najem, avtodoma, februar, Slovenija. In so bile s puncami 1 mesec v avtodomu. In če hočeš, da se mama počuti grozen, samo naj punčka ena reče, prav, mami, jaz bi šla domov, pa si vse prodala, pa nimam več kam iti. Ampak sem jih spomnila, da sta 1 let prej tudi one 2 delale Vision Board in sta na Vision Board dale RV Adventure in Europe. Saka, no, lejte, pa to ni to, kar sva si zamislila. Pa sta pa drugič bolj specifične, kaj ste si hoteli. V glavnem, to so bili ta večji koraki, ker hvala Bogu, da imam tudi jaz malo mero, kako se reče, da se znam nasmejati tudi sama sebi včasih, ker je veliko lažje to, kot pa jokati. Druge težave, priložnosti, ki bi jih pa tudi še podala, kdorkoli iz vlade pač to posluša, iz pristojnih agencij to pač posluša. Odprti računa z ZZZS za tujce je bil še en velik problem, ker smo se z gospo skregale. Ni bila njena krivda, priznam, ampak pogodbo o zaposlitvi mojega moža ni imela napisan specifično delo od doma in je hotela, da se gre nazaj spogajati, da še to dodajo v pogodbo, sem rekla, to prosim, ne bo šlo. No in po nekaj tednih smo šli naprej, nazaj smo se prepirali, v glavnem zdaj so oni rekli, da to pa ne bo, da ni treba, da bojo odobrili, da lahko pristop on tudi k sistemu tega. Kot sem omenila, stopnja obdavčitve, še danes joka, kad tiste številke na papirju vidi.
Zapleten proces ustanavljanja in stroški delovanja podjetja, jaz priznam, kot je že Aleksandar prej omenil, Amerika je malo bolj tako sproščena, kar se tiče, kako se podjetje ustanovi. Če zaslužiš, plačaš davke, če ne zaslužiš, ne plačaš davkov, tukaj tega ni. Pač odpreš podjetje, toliko na mesec je za plačati, s tem se pokrije zavarovanje, se pokrije vse, kar rabiš za dostojno življenje, ampak je tudi sam proces zapleten. Jaz sem si tam recimo sprintala list papirja, izpolnila vsega, poslala, imela podjetje odprto, tle so se z gospo na Obrtniška zbornica so se uro in pol zafrkavali samo s kodom, kakšne kode, kaj bom jaz delala, po kakšnih kodah morajo to oni zapisati, ker sem svetovalec, pišem blogiram, to piše pisanje, se pravi tudi poučuješ, to je ta druga koda, se pravi, če poučuješ, v glavnem, uro in pol so se zafrkavali. Zadnji sistem, jaz sicer s tem nimam izkušenj, ampak je pa šolski sistem. Na srečo sem po 20 letih srečala mojo prijateljico pred trgovino, so klepetale, poleti nekaj ti, veš, da sem pa jaz akademijo odprla, privat akademijo za 4 učiteljice smo, ki imamo 20 let izkušenj, 25 učencev od 1. do 9. razreda, ful se imamo fajn, upiš moje otroke. Tlelej, denar vzem, kar hočeš, in sta moje punce najbolj vesela otroka, same hodita v šolo, tam tega nista mogle. Pouk poteka pač po njunih zmožnostih, aklimatizirate se, prijateljčke sta dobile že koju ta prvem tednu, v glavnem. Ne vem pa, kako bi bilo, če bi bile predane v navaden šolski sistem, kjer bi bile, tako kot jaz se spomnim, 7 let sem bila stara, ko se je začela Balkanska vojna, ko so prišli begunci iz Bosne k nam v razred. Tlele se vso srečo, noben se ni z njimi ukvarjal. Zdaj vem, da jim pripada nekaj ur slovenščine na teden. Vem pa tudi to, da nam je bila marsikakšna rdeča preproga položena, ker smo pač prišli iz Združenih držav. Poznam pa primere, ko so pa prišli iz juga in iz vzhoda, so pa marsikakšna vrata jim zelo putnjena v nos, zaradi tega, ker niso dosti dobri. Tako da, toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa, Sara, za tako iskrivo izpoved. Ker smo ravno na polovici predstavitev, preden predam besedo našemu naslednjemu gostu, Mateju Podlesniku, dovolite mi samo eno kratko anekdoto. Torej, naša država Slovenija obstaja dobrih 30 let in seveda, ko je država nastajala, je pri tem zelo veliko vlogo igrala naša izseljenska skupnost. Ne nazadnje, dr. Pleskovič, eden najpomembnejših kot glavni ekonomski svetovalec vlade, pa tudi seveda številni rojaki po svetu in vemo, da prav te države, kjer so največje slovenske izseljenske skupnosti, so potem prve priznale Slovenijo, gotovo tudi zaradi angažmaja naših rojakov. No, 30 let kasneje, leta 2020, je izbruhnila ta huda pandemija covida. Jaz sem takrat deloval na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in dejansko tako neka interna izkušnja, seveda takrat res cel svet ni vedel, kako se bo ta zgodba končala, kako bo to srednjeročno, dolgoročno vplivalo na svet. In takrat smo tudi mi dobili od vlade navodilo, treba je napeti vse sile, kontaktirajte tudi Slovence po svetu, kdo lahko kaj pomaga. In mi smo takrat poslali po vseh možnih kanalih eno tako generalno pismo, upamo, da ste v redu, ste zdravi, povejte, če menite, da lahko kako pomagate Sloveniji, in v manj kot 48 urah smo dobili več kot 100 ponudb pomoči od raznih ljudi z medicinskih strok do najrazličnejših drugih. Zanimivo pa je, da seveda to v veliki meri niso bili več rojaki, ki so pred 30 leti skrbeli za priznanje Slovenije, ker ti ljudje so danes že mnogi pokojni, številni ostareli, ampak so bili večinoma ljudje, ki so se v zadnjih letih izselili. Eden izmed njih je bil tudi Matej Podlesnik, ki je takrat živel še v tujini, zato sem to zgodbo povedal. Vmes se je Matej že vrnil, trenutno deluje v Sloveniji, v preteklosti pa je po študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani najprej odšel na bilateralno izmenjavo v Dury University v Združenih državah Amerike, nato pa izobraževanje nadaljeval na magistrskem programu financ na Warwick Business School, imel je ad futura štipendijo, nato je imel pripravništvo v Deloittu, se nato vrnil v London, bil zunanji svetovalec pri družbi McKinsey, sedaj pa
se vrnil, deluje v NLB-ju, Novi Ljubljanski banki in torej predstavil nam bo svoj pogled pod naslovom Vrnitev v Slovenijo med globalno pandemijo COVID-19. Matej, prosim. Evo, hvala za besedo. Mislim, jaz bom danes kljub temu pač večino, kot poslovni svetovalec, bom probal večino časa nameniti v bistvu pač nekim, recimo, enim izhodiščem ali pa neki strukturi, recimo, kako bi lahko bili tudi ukrepi za to, da bi bilo pač ljudem lažje se vračati v Slovenijo dobro zasnovani. Ampak recimo pač tako glede te, recimo jaz sem se v Slovenijo vrnil 2-krat, tako da zdaj upajmo, da bo držala, ne. Pač v bistvu prva vrnitev v Slovenijo je bila v bistvu do neke mere, sem jo doživel mečkaj negativno, pač predvsem glede podobna izkušnja glede Ad Future, je bilo dosti nekih takih res administrativnih, meni so dali v bistvu točno datum, kdaj se moram zaposliti, 1. september, moj študij pa trajal do 4. septembra, ne, in pač sej ni bilo takega problema zaključiti tiste obveznosti dosti hitro, in kada to ne bi bilo dosti, ker sem pač v bistvu si dosti zožal število delodajalcev, ki bi se pač lahko zaposlil, ne, je bilo potem, ko sem jaz pač oddal magistrsko nalogo, dobil tudi pač potrditev, da sem to študij pač normalno opravil, a ne. Potem sem pa dobil od tiste enote pač za Ad Futuro, da jim rabim dostaviti potrdilo, da jaz od 1. in 4. septembra nisem imel študijskih obveznosti, ki jih nisem opravil. In je bilo zelo težko razložiti, tukaj pač potrdilo o magistriranju, a ni to dost. Ne, vi rabite posebej od univerze neko potrdilo, da jaz nisem nekih študijskih obveznosti ne opravil v tistem času in nisem mogel, jaz mislim tudi na Warwicku sploh jim razložiti, kaj jaz rabim, a ne. So oni rekli, pa tukaj imate magisterij, to je to, po to ste prišli, to ste plačali, to je to, a ne. Ne, jaz rabim to. In so neke dokumente polformalne probali od sebe spraviti, a ne, ampak pač Ad Futura se ni dala, ni bilo možno tega sprejeti, tako da sem pa v bistvu pač probal na neki točki malo izkoristiti, da bi pa v bistvu zahteval neko proaktivnost iz njihove strani, sem rekel, poglejte, tole je zdaj, ker je univerza bila sposobna pač sproducirati, povedali so, da sem pač opravil vse, bi bili pa zelo veseli vašega klica, če boste imeli kakšne nadaljne vprašanja, takrat je bilo pa potem konc, zaključeno in ni bilo nobenih težav več, ne. Recimo ta druga vrnitev v Slovenijo, da je bila pa pač v bistvu bistveno bolj pozitivna, pustimo zaradi pač karierne priložnosti in tako, ampak tudi, ker sem se pač vrnil med globalno pač pandemijo, a ne, in takrat sem pa doživel nekaj, kar smo v bistvu Slovenci imeli, ker pač, mislim, dosti drugih držav, Nemčije in bistveno bolj razvitih držav, še kot smo mi, niso imeli, je pa pač v bistvu tlele, recimo bi izpostavil pač gospoda Štera direktno, zaradi tega, ker takrat so bili organizirani pač dejansko reparticijski leti nazaj v Slovenijo in tisto je bilo v momentu, ko so mi 8 letalskih kart preklicali pač od Lufthansa, EasyJeta, Ryanaira, ker sva pač z ženo v bistvu iskala različne načine, kako se vrniti v Slovenijo in potem to prišlo res, ko pač vrnila sva se ko kralja v bistvu v Slovenijo na način, ki ni bil skoraj nobeni drugi državi pač tako omogočen, tako da iz tega vidika vidva v bistvu drugo samo pluse. Pa tudi kako je pač sploh prišlo do tega, v bistvu je težje se vrniti, a ne, ko gledaš vrnitev s partnerjem, sploh zaradi tega, ker partnerko, no, zaradi tega, ker sva med študijom preživela pač eno leto v razmerju nadaljavo in sva rekla, tega ne bova ponavljala, zato sva potem, a ne, pač dosti kompleksno, ker rabaš, da nekdo najde neko ponudbo, pa potem imaš neko obdobje, v katerem lahko to ponudbo pač za delo sprejmeš, more pa tudi drug najdeti, tako da se rabi v bistvu res vse zvezde poklopiti, da se to izide, a ne, ker sva res rekla, pač v tujini imava v redu kariere, ne bova se vrnila za vsako ceno, in recimo do moje priložnosti prišlo tako, ker sem bil v bistvu član British Chamber of Commerce,
NLB se je pa pač privatizirala in kotira pač tudi na angleški borzi. In v enem od sklopov teh obiskov so v British Chamber of Commerce prišli tudi pač uprava od NLB-ja, kjer smo se potem spoznali in je takrat dost v bistvu hitro prišlo v bistvu tudi na moji strani do nekak spoznanja, da je to ena boljših priložnosti, ki jih bom imel za to, da se vrnem v Slovenijo. To je bilo sicer pač v bistvu leta 2019, pa sem jih mogel v bistvu potem zavrniti zaradi tega, ker žena takrat ni najdla v bistvu take priložnosti, zaradi kjer bi se bila pač pripravljena vrniti, ne. Ampak so tukaj potem tudi pokazali res tako, da potem sem pa jaz v bistvu počakal, da žena najde, potem sem pa jim na NLB-ju povedal, da razmišljam zdaj pa tudi jaz o vrnitvi v Slovenijo in so potem praktično uredili ta postopek zaposlitve zelo tako agilno in zelo malo birokratsko, tako kot bi pač pričakoval od velike banke, tako da tudi iz tega se moram jaz pač zahvaliti tudi NLB-ju za to fleksibilnost. In potem, recimo, ko je pa prišlo dejansko do selitve nazaj, je pa tudi, se mi zdi, zdaj korona in vse pomagala, da midva o selitvi nazaj v tujino sploh ne razmišljava, zaradi tega, ker so bili zadnji meseci življenja pač v Londonu milo rečeno obupni, zaradi tega, ker pač tam si v bistvu v centru mesta, relativno majhno stanovanje in tako naprej in se nam je vse toliko zagablo takrat v Londonu, da ko sva enkrat prišla nazaj v Slovenijo, pa sva mogla biti v bistvu 2 tedna v karanteni. Je bilo v Sloveniji tukaj, bila sva v bistvu na vikendu od mojih staršev, super je bilo, to je bilo aprila, imela sva sonček, jaz sem dobil takrat toliko barve, da res ni. Tako da zdaj lahko rečem pač, da bova v Sloveniji pač verjetno ostala skoraj do konca, ne, mislim, verjetno do konca, no, pač. Zdaj bi pa šel pač sam v bistvu na neke te 3 skupine, ki jih jaz vidim. Eno je pač v bistvu, kot smo rekli, pač eno so davki, eno bi jaz rekel je administracija, eno je pa v bistvu nekako tako, kakor sklop kariera in te davki, jaz osebno pač sem malo proti tem davčnim olajšavam, za povratnike, ki to vidim kot neko podkupnino, ki poleg tega nekako ni fair do ostalih, ki pa plačujejo in lahko delujejo celo kot nek incentiv, da se nekdo sploh izseli, če mu rečete, v bistvu, pejte v tujino, zasluži si to subvencijo, potem pa v bistvu jo izkoriščajo, v bistvu, da prideš nazaj, ampak potem se dostikrat zakomplicira življenje in se potem v bistvu ljudje ne bi tudi vrnili, a ne. Druga, ki se tiče davkov, bi jaz rekel, da je ta, vsaj pri nama je bil, ko sva se izselila, v drugo pa, ko sva imela že v bistvu zaposlitve, to neko središče ekonomskih interesov, ki je kar v bistvu neka nepremičnina pač v Sloveniji uvirala, da so hoteli kar te uradniki v bistvu smatrati, da sva midva, kljub temu, da imava zaposlitev v Angliji, sva sklenila pač najemno pogodbo za stanovanje, da smo v bistvu midva slovenska državljana in da bi mogla še tudi slovenske davke plačati, a ne. In ne vem, recimo, meni je bilo tako malo strašljivo, ker je bila res taka negotovost, a ne, ker če bi mogel slovenske davke plačati na angleško plačo, je to nenormalno. Hkrati pa v bistvu sploh to omejevanje, da ima nekdo nepremičnino v Sloveniji, ker to je nekaj konec koncev, ki ga poleg družine veže v bistvu na Slovenijo in bi mogli to celo spodbujati, ne pa v bistvu pač ovirati, a ne. Potem, to sta bila v bistvu 2 mogoče tudi pač iztočnice za naprej za pogovor, potem iz vidika administracije, omenil sem že pač v bistvu to glede Ad future, pa mogoče pač jaz sicer nisem imel problemov s tem, ker ni bilo toliko pomembno, ker nisem pač zdaj v akademskih vodah, ja, ne, ampak je to neko priznavanje akademskih nazivov, ki jaz še zdaj, če me kdo vpraša, kakšno izobrazbo imam jaz po slovenskem imenu, ne vem in pač je zanimivo, ne, mislim. Tako da to je v bistvu pač iz vidika administracije, se mi zdi, da je še kar nekaj pač tudi prostora. Ta zadnja stvar je pa v bistvu tudi dosti na podjetjih, je pa tudi v bistvu malo na državi, ker se mi zdi, da
najboljši način, da bi se Slovenci pač v bistvu, ki se želijo vrniti v Slovenijo, dejansko tudi vračali v Slovenijo, da bi se Slovenijo probali pač v bistvu bolj globalizirati. Zaradi tega, ker meni je zelo zanimiv, ker sem imel eno izkušnjo, ker se je na Nomuri ena pač Japonka, ki je živela v Londonu, je resno razmišljala, da bi se preselila v Slovenijo. In jo je ustavilo to, da v bistvu je bilo, pol stvari ni bilo mogoče urediti v angleščini. Jaz sem pa njej razlagal, pa tebe ne rab nič skrbeti. 99% Slovencev govori angleško. In to je res. Dokler ne pride neke uradne zadeve, takrat pa kar naenkrat se dosti stvari ne da urejati v angleščini. In jaz to mislim, da bi recimo pač tako, da bi bila kukar vsaj nek neformalen drugi uradni jezik, pač angleščina, se mi zdi, da bi tudi dejansko pritegnilo v Sloveniji tuje kadre, ki bi pač ustvarjali neko globalno okolje, v katerega bi se ljudje pač radi tudi vračali, ker se mi zdi, da pa ne bom šel direktno tako, recimo moja tašča je vzgojiteljica, in so zdaj neki vzgojitelji, v bistvu se morajo učiti neke tuje jezike, ki so v bistvu iz pač bivšega Balkana, zaradi tega, ker imajo dosti v bistvu te nacionalnosti zdaj po ta novem, ampak se mi zdi, da se moramo v bistvu usmeriti na mečkem bolj pač prvo iz vidika kadrovskih kapacitet, bolj velike trge, recimo pač angleško govoreče trge, ne pa toliko nišne trge, ker tudi ta pač balkanski kadrovski bazen se pač dejansko prazen, ciljna destinacija večine je pač Nemčija, lahko je pač Slovenija kot neka tranzitna država. Imamo pa tukaj, se mi zdi, pač tako res priložnost, da kadre, ki govorijo angleško, ki so pač res globalni, da se vrnejo, in potem je tudi dosti lažje se enemu Slovencu, ki je bil pa 5-10 let v tujini, vrniti nazaj, zaradi tega, ker ga ni strah, da bo kar naenkrat pa končal v skupini z samimi Slovenci, ki noben v bistvu ni načel v tujino. Tako da se mi zdi to še ena taka stvar. In tudi pač v bistvu davčna politika, ki se pa spet pač vračamo malo tudi na davke pa na kariero, bi pa tudi pač pomagala po moje, da bi več v bistvu tujih podjetij odpirali vsaj podružence ali pa recimo dele v Sloveniji, ker pač imamo kakovosten kader, se mi zdi, ampak ta davčna zakonodaja, v bistvu sploh, kar se tiče dela, jo jaz v bistvu pač ne razumem, zaradi tega, ker smo v bistvu neka socialna družba, ki pa ima v bistvu delo obdavčeno bistveno bolj kot kapital, in nasplošno je pač v bistvu nek pristop, ki v Sloveniji se pač dosti fokusirajo na to, da ljudje niso revni. Recimo vsaj v Ameriki sem pa doživel tudi en koncept, ki pa reče v bistvu, da morajo poskrbeti, da je čim manj tudi tako pač generacijske revščine, kar pomeni, da je v bistvu obstaja neka prehodnost med razredi in ti pač v bistvu višjo, ko imaš obdavčitev dela, bolj je v bistvu pomembno, koliko well off so bili v bistvu tvoji starši napram temu, kar lahko ti ustvaraš. Se mi zdi, da je sploh glede obdavčitve dela res tako, da v bistvu dosti pridnih ljudi, ki pač pa želijo delati v podjetji, si na koncu v bistvu ne more privoščiti nepremičnin in tako naprej, ampak je vse bazira samo na dediščini, ki je pa pač tudi tako malo problematična. Zaključil bi pa jaz mogoče malo tako za nekim, kako jaz vidim vrnitev v Slovenijo, koliko je v bistvu težavna, pač tako, če damo recimo po letih v tujini od nič pa do, ne do neskončnosti, ampak in bi rekel, da v bistvu čisto na začetku je mogoče težje tudi iz vidika, ki so že pač tudi kolegi izpostavili, da se dostikrat gleda na nekoga, ki je študiral v tujini, kot na nekega privilegiranca, ki so mu starši delno financirali neko izobrazbo, in imajo dosti tak odklonilen odnos. Potem se mi zdi po nekaj letih kariere rata v bistvu lažji, ker pač v bistvu večina delodajalcev tudi vidi neko pač dodano vrednost. Potem više, ko si,
je pa tudi problem zaradi družine, pač v bistvu, ko imaš enkrat otroke, se je težje vrniti, ko se poročiš, se je težje vrniti, ker moraš pač v bistvu več faktorjev usklajevati, pa tudi v bistvu više, ko si v nekih pozicijah, manj je dejansko tudi pač nekih priložnosti in sploh, če iščeta oba s partnerjem, je to potem res že neka tista podmnožica, ki je že pa spet v bistvu tudi težko, a ne? Tako da toliko zaenkrat iz moje strani. Ja. Hvala lepa, Matej. Naš zadnji panelist je Jožef Šimenko, ki trenutno še deluje v tujini, torej je višji predavatelj na področju športnega treniranja na Univerzi Hertfordshire. Doktorat iz kineziologije pa je pridobil v Sloveniji na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Še vedno tudi sodeluje s to fakulteto in sicer deluje kot gostujoči docent. Že v preteklosti pa je v Združenem kraljestvu deloval kot predavatelj na Univerzi Essex, poleg tega Univerzi Greenwich in Richmond upon Thames College. Preden se je preselil v Veliko Britanijo, je delal v Sloveniji redno na Fakulteti za šport in pa tudi kot raziskovalec na Olimpijskem komiteju Slovenije. Naj dodam še, da je leta 2016 prejel nagrado Young Researcher Award na konferenci IMAS CSSZ, bom kar po slovensko prav kratico, na Portugalskem, deloval pa je tudi kot predsednik trenerske komisije Judo Zveze Slovenije. Tako toliko na kratko o njem, njegov naslov pa je Tujina kot prepotrebna izkušnja za akademike in objektiven pogled na posodobitev slovenskega sistema. Ni vse, kar je tuje odlično in ni vse, kar je domače slabo. Jožef, prosim. No, lepo pozdravljeni. Prvo hvala organizatorjem za povabilo. No, pa bom jaz poskušal, bom rekel, osvetliti našo zgodbo moje družine, ki je zelo podobna, kaj so, bom rekel, kolegi prestali. Tako da bom začel kar z anekdoto že odhoda in zanimivih, bom rekel, stvari, ko so se dogajale tudi kolegom. Tako da ja, svoj pot sem, bom rekel, začel na Fakulteti za šport, izobraževanje, bom rekel, v slovenskem sistemu, ki moram reči, da je dobro, da nam daje odlično podlago in je odlična izhodiščna deska za delo v tujino, tako kot so že v prejšnjem panelu govorili. Če že imate študenti, bodoči študenti, doktorski ali kakorkoli, možnost, izkoristite to možnost, zaradi tega, ker vam, bom rekel, dobite drugo perspektivo, druge izkušnje in predvsem to, ko vsi govorijo, mreženje, povezave, ki ti vedno pomaga, predvsem v raziskovalnem svetu, je to zelo, zelo dobrodošlo. Tako da jaz in moja žena smo se, bom rekel, oba dva mlada doktorska študenta, zaključila doktorski študij, odločila, da gremo v tujino. Žena je dobila že službo, bom rekel, 6-7 mesecev pred mano. Jaz sem še zaključeval svojo, bom rekel, enoletno pogodbo na Inštitutu za šport. Tu imam tudi mojega bivšega šefa inštituta, dr. Vodičarja, ki je bil moj šef, s katerim smo ostala, pa še vedno smo v dobrih odnosih, pa še vedno sodelujemo, kar je, bom rekel, tudi botrovalo, bom rekel, tem nekim povezavam, stalnemu stiku in, bom rekel, za fakulteto, bom rekel, temi specialističnimi znanji, kot so že prejšnji panelisti povedali, če si ozko usmerjen, je mal problem priti nazaj v Slovenijo in delovati in tudi pridobivati sredstva, če si toliko ozko usmerjen, bom rekel, v neko panogo. Ampak stvari se, bom rekel, premikajo na bolje. Zdaj pa ja, najin odhod, ravno že z tega davčnega vidika je bilo zanimivo, kot je že kolega omenil, da se dejansko odjaviš kot davčni rezident, ker si začel biti davčni rezident v Veliki Britaniji. Pač zdaj živimo v Londonu in davčna uprava moji ženi nikakor ni hotela priznati statusa, da več ni davčni rezident v Sloveniji, zaradi tega, ker sem še jaz vedno bil še 6 mesecev v Sloveniji, čeprav ni imela nobene, bomo rekel, stanovanja, imovine, avto smo dali svojim staršem, prepisali vse, zaradi tega, ker sem še jaz bil, ker ona ima davčni interes, ker je mož živi v Sloveniji. Sem rekel, dobro, jaz sem dobra premija, se strinjam, ne, vreden svojega denarja, ne, ampak vseeno, neverjetno odgovor, ne, in potem po e-mailanju tja naprej smo pa jim rekli, ok, v redu, bomo pa šli na upravno enoto, pa se bomo ločili.
za 6 mesecev, potem pa, ko prijemo v Britanijo, pa smo poročili ponovno, a vam bo to v redu? In potem je bila stvar rešena. So rekli, no, ne rabite, zdaj pa je v redu. Ne? Mislim, tak, zanimiv postopek. Zelo nelogičen. Je pa potem, tako, ko rečem, ni vse, kaj je, ko sem že rekel, kar je tu je dobro, pa kaj je vse, kaj je domače slabo. Predvsem to bi rekel, da podlaga, tako kot smo že prej videli na prejšnjem, na 2 panelista, sta oba doktorirala v Sloveniji in dobila izjemne priložnosti v tujini. Z tega vidika bi rad rekel, da če imate možnost pridobiti štipendije, kakršnekoli, izkoristite jih, ne, predvsem bom rekel kasnejše za magistrske, doktorske študije, ampak bom rekel bazična znanja, ki jih pa pridobimo v Sloveniji z mojega vidika, predvsem z področja, ker jaz prihajam športa, kinezologije, so pa izjemno dobra, kajti pač v tem področju, v katerem jaz delujem, smo Slovenci, bom rekel, zelo dobri in bom rekel vrhunski. Vsi poznamo velike uspehe slovenskega športa, glede na 2 milijona ljudi in glede na finance, ki so na voljo, bom rekel, slovenskemu športu, delamo čudeže. Dejansko smo neverjetni. Sam za primerjavo, da vam povem, v Britaniji, ko delujem v enem judo klubu, za nov judo klub bojo zdaj namenili 2,7 milijona funtov, samo za en tak manjši lokalni klub. Ne. Britanska judo zveza je dala za prenovo spletne strani 2,7 milijona funtov, pa še zdaj ne deluje pravilno. Medtem ko pa bom rekel, zveze v Slovenijah za podporo za vse, naprimer, delujejo na 300-400 tisoč evrih, za podporo vsemu vrhunskemu športu, vsem reprezentancem. Tako da tukaj delamo, smo res, bom rekel, čarovniki, ne, z denarjem. Tako da z tega vidika, predvsem na svojem področju, ko sem šel v tujino, nikoli nisem imel, bom rekel, tega majhnosti, predvsem to se, ko se sprašuje, naprimer prejšnji panelisti, imam dovolj znanja, bom lahko uspel, seveda boš. Pojdi, jezikovna barijera, ne se bati, Slovenci smo odlični v tujih jezikih, tako kot je kolega povedal, razen tisti 1%, ki ko ga ne rabiš, pride na vrsto. Tako da, glede tega, ne se bati, ker se, bom rekel, predvsem moja izkušnja, če seveda stvar se spremenila, ko smo z ženo dobila 2 otroka, potem začneš malo drugače razmišljati. Če ne bi imela otrok, ne bi razmišljala o vrnitvi v Slovenijo. Ampak potem se navežem na zelo podobno situacijo, ko je rekla kolegica, tudi London, pač jaz osebno prihajam z ene vasi, ki smo vedno tekli, bili na igrišču, okrog, starši se niso nikoli bali. Ne. V Londonu, nažalost, vsak dan je od 5 do 7, bom rekel, tam od 16 do 20 let, bom rekel, mladostnikov, nažalost, tam se ne streljajo, tam pa pač uporabljajo nože. Ne. In potem si ne predstavljaš, da boš rekel otroku, ok, pojdi ven, pridi zvečer ob 6, pa se vidimo. Ne. Je, bom rekel, pristop in, bom rekel, ta varnost čist nekaj drugačnega, plus šolski sistem. To je bilo tudi, bom rekel, ena izmed takih, bom rekel, stvari, zaradi katerega, bom rekel, ko spoznaš, bom rekel, pač delam v tem, bom rekel, tudi izobraževalnem sektorju, in ko poznaš različne sisteme, vidiš, da slovenski sistem kljub, bom rekel, kritikam, je še vedno dober, zelo dober. Zaradi tega ustvarja toliko ljudi, ki grejo v tujino, ker očitno imajo znanja in so dobri. Tako da to je tudi en izmed razlogov, ki pa z ženo, ko smo pretehtali, smo rekli, ja bi rada, da dobijo to. Rekel, izobrazbo še vedno lahko grejo kasneje ven, ampak bom rekel, osnovna, srednja šola, jaz mislim, da še vedno, bom rekel, zelo dobro znanje in širino, ker predvsem, ko prideš v Anglijo, ne, pa imaš študente, 1., 2., 3. letnik, bachelor, pa vprašaš, mogoče pozdravljeni, sem še menj, ko sem v Sloveniji, a veste, kje je to? Eastern Europe, Rusija, tam nekje, ne, pa mogoče vprašaš, a poznate Luku Dončiča, Oblaka, pa dva vesta, kje smo. Ne. Bom rekel, to generalno znanje, ki ga, bom rekel, naš slovensko izobraževalni sistem da, je zelo dobro, zelo široko, čeprav, bom rekel, zelo nerad slišim, ko stojine gledaš, pa vidiš kritike sistema od ljudi, ki so mogoče šli ven samo za 14 dni na kako delavnico, pač jaz osebno gledam na naš sistem malo drugače. Tako da to, bom rekel, je neka naša taka zgodba, potem pa je pa tudi sistem,
ki ni glih, prej so že rekli, da sistem v tujini ni ženskam naklonjen. Res, se strinjam. Ne? Socialno varstvo, ki ga imamo v Sloveniji, po porodniški idealno, leto dni, super. Moja žena, nažalost, v Angliji po 5 mesecih pač moraš iti nazaj v službo. Ne? Je to le nekako drugače, ne? Predvsem zaradi tega, ker je vse odvisno od delodajalca, kakšen socialni paket imaš. Ne? In ženska so tukaj res v nezavidljivem položaju. Bom rekel, Slovenija glede tega tukaj, bom rekel, je socialna varnost malo boljša, prinese, ampak vse ima pluse in minuse. Pa da pridem zdaj na ta drugi sklop, ko bom rekel, ko probam dejansko gledati na stvari malo bolj, bom rekel, konstruktivno, kritično, kaj bi se dalo zboljšati, predvsem, bom rekel, z akademskega vidika, ne, sem razdelil, bom rekel, tako na službene pa družinske probleme, ki jih srečujemo zdaj, naprimer, mi smo zdaj v obliku ad future projekta, gostovanje tuj, bom rekel, slovenskih strokovnjakov v tujini, za gostovanje smo oba dva žena se prijavila, smo rekla, ok, gremo, kot neke vrste poskusno leto, bom rekel, kot da damo domovini še eno možnost, pa smo rekli, gremo mi sodelovati, žena sodeluje z Univerzo v Mariboru, jaz z Fakulteto za šport v Ljubljani in se vračamo za 1 leto v Slovenijo, ampak bom rekel, je kar nekaj izzivov, ki bi lahko zboljšali situacijo, da bi še več, bom rekel, slovenskih strokovnjakov prišlo nazaj in koristilo ta sredstva. Ne. Predvsem rezultati razpisov za mednarodne prijavitelje, naprimer tudi zdaj ARIS projekti, ne, tudi shema Debeljaka. Kdaj so rezultati? Rezultati so, mislim, da zdaj na internetni strani sem preveril, september, avgust. Ne. Zdaj, če ti delaš v tujini, pa tako jaz ne delam samo na inštitutu, sem tudi pedagoško spet. Plan za naslednje študijsko leto, obremenitve se dela že od maja naprej. Če jaz dobim rezultate razpisa, naprimer septembra, avgusta, ko se že začne šolsko leto, kako naj jaz povem tam, ok, zdaj bom pa zmanjšati, ker moram vsaj 40% biti zaposlen, kako naj jaz tam zmanjšam obremenitev in kako naj oni tako v tem trenutku dobijo drugega zaposlenega. Ne morajo. Zato bi, bom rekel, tudi naprimer za shemo Debeljaka bi dejansko rezultati morali biti veliko prej. Ne? Da si lahko ljudje dejansko planirajo, še posebej, če hočeš obdržati zelo dober odnos z svojim, bom rekel, trenutnim delodajalcem ali pa če se boš kasneje vrnil, da boš še vedno z njimi sodeloval, ne? Da imaš nek fair odnos, ne moreš kar roditi. Lahko, ampak bom rekel, to kot ena taka slaba ločitev. Ne? Tako da ti rezultati bi mogli biti veliko prej, bom rekel, za te mednarodne prijavitelje, da jim greš na roko in da si prilagojen sistemu v tujini, ne sistemu v Sloveniji, kajti ti hočeš dobiti ljudi iz tujine, zato moraš poznati tuj sistem, da jih lažje dobiš, da jim greš na roko, da se lažje. Naprimer, potem določeni nesmiselni pogoji za shemo Aleša Debeljaka piše, da 1 leto pred tem ne smeš biti zaposlen v Sloveniji. Ok. Primer, naprimer, moje žene sodeluje, naprimer, Univerza v Mariboru, bi jo hotela povabiti za sonosilstvo predmetov, razpisa, ok, 10% zaposlitev, pripravljena, ok. In ona sodeluje, 10% zaposlena v Sloveniji, potem pa piše, si bil zaposlen v Sloveniji, zato se zdaj ne moreš prijaviti na to shemo. Ok, definiramo mi definicijo v Sloveniji. Glavnina njene zaposlitve je v tujini. Torej 100% je tam, 10% je v Sloveniji, ampak zaradi tega so določene inštitucije, bom rekel, ki so že korak naprej spostavile kontakte s tujimi strokovnjaki, so dejansko po neke vrste kaznovane, da se ne morejo na to prijaviti. Ne? Tako da, če ti je glavnina 100% zaposlitev v tujini, ti pa še 10%, vsi vemo v Sloveniji, ta, bom rekel, nadobremenitev zelo znana, bi dejansko, bom rekel, ta definicija, če ti je glavnina zaposlitve v tujini in ti že tako sodeluješ, da nagradiš dejansko te inštitucije za sodelovanje, da lahko pridobivajo ta sredstva, ne pa da jih izključiš. Ne? In potem seveda, kaj narediš, da se izogneš tega davku, prekineš zaposlitev, pa delaš preko avtorske pogodbe. Super. Ne? Kar je nesmiselno. Ne? Potem pa za moje področje pomanjkanje financiranja športa in bom rekel športno, bom rekel teh raziskav na tem področju, ker vsi vemo, da šport
Nažalost se je zgodil COVID, ampak vsi smo videli, da brez gibanja, brez nadzorovane vadbe, pa zdravega telesa ne moremo, da zato nažalost še ne obstaja tabletka, ki bi jo izumili, da bi pa ti rekel, zdaj pa pojedli tabletko, pa bomo mi v boljši kondiciji. Tega nažalost ni. In kot družba se moramo to zavedati in bom rekel, stanje se seveda v zadnjih 5-6 letih se dejansko zboljšalo, ampak še vedno se bom rekel, še je prostor glede na tujino, glede na stvari, ki jih delamo, smo dobri, imamo odlične kadre, ampak še z malo večjo podporo bi lahko še več naredili, bom rekel, in za razvoj zdravja, na splošno kulture gibanja, ki že tako ali tako je dobra, ampak ne smemo ostati na temu, zdaj pa smo dobri, ne, smo lahko še boljši. Ne? In tukaj bi, bom rekel, tudi podpora, bom rekel, mednarodnemu, bom rekel, vrhunskim rezultatom slovenskemu športu, bom rekel, slovenski šport, zraven vrhunskih znanstvenikov in vrhunskih, bom rekel, inovativnih podjetnikov. Moje mnenje je to, da so to 3 najboljši izvozni produkti Slovenije, v katere moramo, bom rekel, vlagati. Ker, tako kot vemo, Slovenija, tako kot sem rekel, študenti v Angliji, ne, ko menim športnika, Jana Oblaka, Luka Dončić, vsi jih poznajo. Aha, Slovenija, zdaj pa vemo, kje so. Ne? Tako da, bom rekel, to je ena izmed takih stvari, skozi katero gledam, ki lahko pomaga ne samo, bom rekel, za gibanje, ampak tudi za prepoznavnost, bom rekel, za turizem, gospodarstvo in se pravim, da lahko gremo z roko v roki. Kot je že kolega povedal, mogoče vzgled po projekti sosednje Italije, čeprav je kolega rekel, da ni najbolj za te davčne olajšave, ampak vseeno, bom rekel, problem je tega prehoda in kot je že rekla kolegica, neverjetno manjši prihodki, ko prideš. Ne? Je kar problem, ko vidiš, koliko je dejansko vrednoteno delo v tujini, pa tukaj. Zdaj pa družinski, ne, ravno izkušnja, bom rekel, frišna, vrtec za otroke. Pridemo nazaj v tem obdobju, prijava v Sloveniji za vrtce je marca, seveda smo zamudili vse roke, poslali na 5-6 vrtcev vloge in je za 2 otroka je kar problem najti prostor. Ne, in to je pa drug problem potem, bom rekel, v Sloveniji. Na koncu smo gledali, kje bomo tam, kje bomo dobili vrtec, ne, da bomo bližje službi. Nažalost. Ne. Potem zdravstveno varstvo, vemo, probleme z osebnimi zdravniki, predvsem se prvo sprašuješ, a bo imel moj otrok pediatra, bo pravi čas ga dobil, predvsem zaradi tega, ker za vrtec rabiš ti potrdilo, da pregled pediatra, da je otrok sposoben za šolo, če ima vsa cepiva in podobno. Ne? Potem pa seveda stanovanjska politika, podobni primeri kot pri gospe najemnine, ali boš prvo pomanjkanje, drugo kot drugo dobiti, bom rekel, ljudi, ki so pripravljeni, ko vejo, da prihajaš iz tujine. Ok, če si Slovenec, je malo lažje, ampak vseeno priti na trg nepremičnin, plus bom rekel, ali pa kupiti nepremičnino je zelo zanimivo. Prvo cene v Ljubljani so podobne londonskim, kar je zelo zanimivo. Ne? Drugo je pa problem potem kreditne sposobnosti naših slovenskih bank, ki, bom rekel, za 2%, bom rekel, mislim, da nista kreditno sposobna za nakup nepremičnine vredne 350.000 evrov v Ljubljani. Ne? Medtem, ko ima tujina to malo drugače, bom rekel, porihtano. Ta schema, ki jo zdaj Slovenija vedla, do 200.000 jamstvena schema je zelo dobra, ampak je ponovno, jaz mislim, da malo napačno zastavljena, ker so dali za mlado družino vsaj 38 let. Danes družine ustvarjajo predvsem pri visoko izobraženih malo kasneje. In ne moramo definirati mi, da imamo pa zdaj pri 39 pa več nisi mlada družina, če imaš otroka starega 2, 3, 4 leta. Ne? In to so taki, bom rekel, neživljenjski pogoji, ki so uneseni, ki bi, bom rekel, bi lahko pomagali pri, bom rekel, malo boljšem prehodu, pa seveda milijon teh papirjev, da bi se vsa dalo na enem mestu, tako kot se je že reklo, bi bilo zelo dobro, da te ne pošiljajo iz okenca v okenca, plus ta status res, pač, ker smo mi na gostovanju, torej mi še vedno imamo stalno prebivališče v Londonu, začasno v Sloveniji, samo odpiranje računa na banki je neverjetno, predvsem neznanje ljudi, ki ne vedo, kaj bi, počakajte, pridite jutri, bo direktor poslovalnice prevzel, mi ne vemo, dajmo še pogodbe, a lahko prevedete pogodbo.
res so zelo taki zanimivi postopki, da urediš neke normalne stvari. Vse potem mi reče, se ne rabi, bom pa denar nakazoval v tujino, pa ne boste nič imeli od tega. Ne? Zdaj se pa odločite, tako da je kar zanimivo. Tako da to je, bom rekel, nekaj malega. Upam, da so neke stočnice, ki bi se lahko zboljšale, ker vem, da kasneje govorijo na to temo, ampak bom rekel, stvari se razvijajo na bolje z mojega vidika, kaj vidim, ko smo bili zdaj 5-6 let v tujini, tako da se pravim, upam, da bomo v tem, bom rekel, poskusnem letu dejansko ostali, tako da kaže dobro, tako da, ja, to je to. Hvala lepa. Hvala, Jožef, in lahko tudi rečem, najlepša hvala vsem 4 panelistom. Mislim, da so nekako vsi, brez da bi se med seboj dogovarjali, potegli neko skupno nit, torej osebne izkušnje, neke konstruktivne kritike in predvsem predlogov, kje se stvari da izboljšati. Naš panel je predviden do 16. ure, imamo ravno še kako minuto, ampak mogoče bomo si tudi drznili še za minuto ali 2 podaljšati, ker mislim, da je bilo kar nekaj zelo dobrih istočnic danih za razpravo, tako da odpiram, predsednik začel. Dejan Valentinčič je zelo povedal, kako te centri za vračanje delajo, kako procesirajo birokratske zadeve zelo hitro in tukaj bo Ministrstvo za Slovence po svetu mogli več narediti. Imamo tukaj samo eno predstavnico, ne? V Zagrebu morajo vsi priti iz ministrstva. Mene pa nekaj preseneča. Te birokratske zadeve se vrn z vsemi dovoljenji, od bank pa do stanovanja pa davkov so tako grozni, ampak vi ste pa to vse, to je draga komedija. Vi ste pa to s takim humorjem povedali, poseben Sara, da bi jo lahko dal v dvorano za stand-up comedian, ki bi se vsi smejali 1 uro. No in jaz vam še eno zgodbo povem. Moj sin je najdel en članek o Silicon Valley, ki pravi, da Google jim da spa, pa manikuro, pa bazene, da se relaksirajo, da ni preveč. In pol je v enem znanstvenem članku napisal, da ne samo zato, da so bolj produktivni, ampak mogoče se malo pred ženam skrijejo. Pa sem pa jaz rekel, Aleks, to pa ne smeš reči, bo rekel, da diskriminiraš. Ne, to ni stand-up comedy, ampak vi ste pa to povedali s takim humorjem, da je bilo neverjetno. Samo še eno stvar, kar se davkov tiče. Mi imamo veliko zdravnikov, ekonomistov, taki, ki imajo penzije čez 200 000, 250 000 dolarjev, evrov na leto, pa jih obdavčimo 50%. Eden se je vrnil iz Toronta v Slovenijo, eden iz Münchna, so kupili hišo, vikend, Mercedes, doma bi bili obdavčeni 15, 20, 25%, tukaj pa 50%, so vse prodali pa šli. Veliko bi radi počivali v svoji zemlji, videli sorodnike zadnjih 10-15 let, pa se zaradi tega ne vrnejo. Ampak državi sem jaz to povedal, vsem pravim ministrem nočejo nič narediti. Davki so previsoki na plače, pa vse. Ampak hvala, da ste s humorem, ste veliko pretrpeli zaradi te birokracije, ampak ste to povedali tako kot komedijanti. Odlično. Hvala lepa. Izvolite. Živjo, Katja Cankar iz Ad Future. Skoraj moram dati neko repliko. Darja pa Matej, hvala, res hvala za prispevek, ker je, mislim, super je slišati neke zgodbe realne, kjer vidiš, da je štipendija nekaj pomagala. Super je bilo slišati to, da ste dejansko hoteli to znanje prinesti nazaj, ker ja, tudi mi se zavedamo, da jih veliko izpolni takole v narekovaju in da ni nekih mehanizmov, s katerimi bi mi to lahko regulirali. Ne? Konec koncev tudi sama rečem, velikrat nismo policaji in detektivi. Vse pa v bistvu žal mi je za vse slabe izkušnje, ki ste jih imeli, pa zdaj dejansko je situacija malo drugačna. Malo se je zakonodaja spremenila, malo so se ljudje tudi zamenjali, tako da v bistvu zdaj imajo štipendisti malo več časa za vračanje, zdaj 5, 10 ali 15 let, malo manj smo birokratski, no, tako da ima lažji, se pa tudi strinjam, da bi bilo super, da bi nudili malo več podporo v povezovanju.
Nekaj malega je bilo z Lekom sodelovanja v preteklosti, ampak zelo malo, tako da jaz malo upam na to, da ko bo Ad Futura prišla pod Ministrstvo za visoko šolstvo, zdaj trenutno smo pod Ministrstvo za delo, da bo mogoče malo več interesa, no, tudi zato, ker trenutno niti nimamo financiranja za to. No. Pa še mogoče moje razmišljanje to, pač velikokrat se mi zdi, da se ta pravila, da jih piše ljudje, ki nimajo stika z realnostjo, in potem kot uradnik, pač zaposlen si mogoče najbolj on the safe side, da pač delaš tako, kot piše, ker za karkoli drugega bi pa moral mogoče vzeti eno odgovornost, za katero bo en rekel, jaz nisem za to plačana, ne? Ni pa to prav, no? Tako, moj komentar. Hvala lepa. Ta čas, ko mikrofon potuje k Franciju, dovolite samo še mogoče eno mojo misel. To se zelo strinjam, da je bila napaka, ko je bila Ad Futura premaknjena pod Ministrstvo za delo in je to postalo socialni transfer, ne pa razvojni transfer in je dobro slišati, da bo šlo spet v drugo smer. Ko je minister tudi rekel, to je predlog novega zakona, samo ni pa še sprejet. Najlepša hvala. Dober dan tudi z moje strani. Franci, če dovoli samo, ker je neposredno vsebinsko. Ja, ne, se definitivno pač izkušnja z Ad Futuro ni samo negativna, tukaj sem jaz izpostavil tiste dele, ki so recimo tako zanimivi, a ne, mislim tako za recimo iz vidika izboljšav, ker dejstvo je, da so pač na koncu vsi zakoni imajo neke klauzule noter zaradi tega, da se prepreči, ne vem, izkoriščanje, a ne, recimo jaz sem doživel eno tudi strani, ne vem, ekosklada, ki je pisal noter, čisto logična zadeva, poravnane obveznosti do izvajalca, mama, ne, sliši se ful logično, ampak potem je to privedlo do tega, da izvajalci recimo tudi vejo, da ti lahko pošljajo dodaten recimo predračun za hišo, pa ga ti moraš plačati. In v bistvu čist spremenijo pogajalsko pozicijo, a ne, tudi pa stvar, ker recimo bi se jaz čist strinjal, seveda je logično, da ne bo država dajala subvencije nekomu, ki ne bo računov plačeval, a ne, recimo od izvajalcev, ampak tako težko je napisati zakon, ki je v bistvu čist bulletproof za vse, a ne. Vedno, ko hočeš nekaj spremeniti, prideš na drugo situacijo, pa spet za nekoga ni v redu, nemogoče je. Ja, ja. Pa če lahko še en komentar. Prej sem pozabila omeniti, ker se pač dotikamo birokracije pa bančništva. Ena od pozitivnih zadev, ki jih imajo Združene države, kar se bančništva tiče za zakonce, je združen bančen račun. Se pravi, imaš kot zakonski par en račun, obe plače se gor stekata, vsi stroški se s tem krijejo, se pravi, posojilska sposobnost, kakorkoli se temu v slovenščini reče, se na podlagi tega računa. Tukaj v Sloveniji je pa tudi težava v tem, ker recimo jaz izpolnjujem polovico pogojev, mož izpolnjuje polovico, vsak mora ločen račun imeti, posojilo se lahko vzame samo na enega od računov, skupaj pa ne pridemo. Ne? Tako da to je mogoče, gospod bančnik. Najlepša hvala. Jaz se počujem, mogoče samo pustimo Francija, pa potem se vrnemo, ker moče še Dober dan. odziv. Od 95. leta sem delal na kongresu zelo aktivno in te stvari tudi poznam in dostikrat smo dali tudi predloge. Poglejte, Svetovni kongres oziroma Slovenska konferenca Svetovnega kongresa smo dvakrat predlagali, da bi spremembo v 13. mislim, 13. člen za pridobitev državljanstva dodali odstavek, kjer bi imel zakonec, ki ima eden od njih slovensko državljanstvo, pravico oziroma bi dobil po 13. členu državljanstvo, ne glede na to, da mora znati jezik in tako naprej. Moram reči, da je bilo to dvakrat zavrnjeno oziroma sploh ni prišlo. Enkrat, ne vem, Dejan, ti se boš spomnil še, kako je bilo to na kongresu tam pri vas, ne? Sem bil jaz na zaslišanju, ampak dober. In to predlagam tudi danes, da bi bilo zaključeno kot eno zaključno predlog. Kaj ti gospa Oblakova ne bi imela s svojim možem nobenih težav, če bi bilo to. Tako kot ste zdaj rekli, da imajo v Ameriki, da imata oba isti račun. Zakaj ne? In govorim pa o zakoncih, ne o partnerjih, zakoncih. Drugo pa moram reči, da to, kar vi doživljate, sem jaz doživel, ko sem Slovencem pomagal do državljanstva ali pa drugim karkoli, ali pa do nostrifikacije diplome vsa leta. Problemi so izobraženost ali pa neznanje v upravnih enotah.
in tudi drugi. To je res neverjetno. Jaz sem doživel, ne bom povedal kaj, ampak z doktoratom ženska, doktoratom prava. In je zavračala enega, ki ni vedela zakaj. In ko sem jo pa vendar poklical in sem ji povedal, je klonila. Naslednji dan je dobil državljanstvo. Ker neznanje je to. Ker ni treba poznati, ne samo, da poznajo tle, ampak priješ na upravna enota, se mi Slovenci, ki smo tukaj, doživljamo take stvari. Ampak jaz moram reči, da se iz tega navadu, da ko mi kakšen zavrne, sem že imel to, sem rekel, pogledajte, daj mi povedati, po kateremu zakonu me vi zavračate to, kje imate to napisano. Pa je bil mir, pa sem dobil. Zato, ker ni zakona, ker v tisti po liniji najlažje odpora, zakaj bi pa jaz delal. Jaz se spominjam, ko so Slovenci prihajali v Slovenijo in so za državljanstvo in so prišli k meni, ni mi hotel dati državljanstva. Zakaj? Zato, ker je rekel, pa zakaj bi jaz delal. Ni mi treba, se nimam plače za to. In to je problem. In zato bi naslov te pobude bilo na Ministrstvo za notranjo upravo, oziroma za javno upravo, da bi tam nekaj pospremenili in tudi ljudi izobrazili. Če izobražujemo ljudi, kot je bilo lepo povedano, da imajo v vrtcu se učiti južnih jezikov, da se imajo, kot je v Kranju bilo, v farmaciji, v lekarnah naučiti albanščine, ker pridejo, ker ne znajo. Zakaj ne bi Slovencem pomagali? To jaz doživljam ves čas, da samo Slovenca ne. Hvala lepa. Hvala lepa, Franci. Matej, si želel še nekaj dodati, pa seveda lahko tudi. V redu, bi še kdo iz publike želel? Ja, lepo prosim, Sonja boš ti ali ne grem. Hvala za ta zanimiv panel. No, zdaj, danes smo slišali kar nekaj o davkih, so visoki ali nizki, pustimo. Dejstvo pa je, da so države z različnimi davki. Zdaj, slišal pa sem danes en konkreten problem, zdaj jaz sem mladi raziskovalec, mogoče razmišljaš pol o nekem postdoku v tujini in to so zagotovo eni problemi, s katerimi pač se znaš soočiti. Zdaj, slišal sem konkretno to stvar, da naprimer Slovenija zahteva, da če si ti davčni rezident, pa dobivaš dohodek iz tujine, da v bistvu razliko v davčni stopni plačaš v Sloveniji. Tako politiko, koliko je meni znano, ima v Evropski uniji samo še Hrvaška zraven Slovenije. In zdaj me zanima, to te na koncu prisili, da se odjaviš kot davčni rezident, če pač tega davka nočeš plačati, kar je pa bolj teže, če si poročen, naprimer. Zdaj, jaz razmišljam, da bi šel v tujino. V praksi to pomeni, da če greš na Dansko ali pa kjer so večji davki, boš v bistvu plačal samo pri njih davke, če boš prišel v Kalifornijo ali pa kam drugam, boš pa moral, pa ne boš več mogel preživeti. In zdaj, koliko je v bistvu ta odjava rezidentstva, ki pač jo najverjetneje pol narediš, koliko mislite, da to vpliva na to, da se pol več ne vrneš v Slovenijo? Malo oteži stvari, sploh potem, ko je polna prijava, pa bančni račun, pa zdravstveno zavarovanje. Mislim, se tako je, vrniti se je zelo lahko, zelo radi sprejmejo nekoga, ki bo potem začel davke spet plačevati v Sloveniji. Tako da, pa tudi mislim, da se je na tem področju na pozitivno spremenili tudi vsaj od takrat, ko sem jaz vlagal za pač v bistvu davčno nerezidentstvo, tako da mislim, da je tukaj tudi šlo na bolj že tako da ne vem, če ima kdo kakšno bolj recent izkušnjo, ne vem. Jaz v bistvu priznam po pogovoru z upravo davčno, da jaz se sploh nisem vedela, da se moram odjaviti. Jaz sem šele zdaj prišla nazaj, sem se hotela prijaviti, rekla, gospa, saj ste pa nikoli niste odjavila. Tako da imamo to še za urediti. Kar se pa... Ne, to je v redu, trkamo na les, to je urejene. Kar se pa zadeva recimo moža, nekaj smo zdaj prijavili, brez problema so rekli, je standardni postopek, 2 do 3 do 4 mesece traja, da gre postopek čez. Sem rekla, kva pa glede posojilo za banko? Ok, v glavnem, vsi papiri so v redu, pošljemo to lojiter naprej, dobite čez 3 dni potrdilo in danes je dobil potrdilo po pošti, da je urejen.
v roku enega tedna. Se pravi, je spet odvisen, kakšen imaš odnos do tistega, kaj dela, kdo se ti oglasi na telefon, pa kakšne volje je tisto, ki se ti oglasi na telefon, nažalost. No, če bi še jaz zadal, moja izkušnja je bila definitivno neprijetna, da vpliva dejansko. Pač jaz ne bi razmišljal, če bi bili pogoji v Sloveniji, mi ne bi odšli, ne? Ampak potem, ko pač tisti zadnji korak čez vrata, pa še te probajo zadržati, ne? Zdaj pa še moraš to dostaviti, je bil zelo neprijeten in sem imel res tak občutek, ok, zdaj pa grem. Ne? Pa me ne briga, je bilo res, bom rekel, neprijetno, se pravim, bom rekel, po eni strani bo trebalo temu, da če ne bi imela otrok, se dejansko ne bi vračala, ne? Ker le potem vsi govorimo o kvaliteti, Slovenija je res lepa, kvalitetna, bom rekel, življenje, tako da ja, to je definitivno, bom rekel, bila kot neka taka češnjica na tortico, ko greš, ne? Pa še eno izkušnjo bi sam dodal, 3 leta nazaj, ko smo že sodelovali na istem projektu preko Ad Future, je dejansko bilo zelo zanimivo, kaj bilo treba pri izplačilu povedati, da pač ok, jaz sem davčni rezident tam in potem kateri obrazec spomniti, ne, da pač davke lahko odvedem jaz v tujini in potem seveda v tajništvu še niso imeli tajega primera, ok, pokličete na davčno upravo, kličemo na davčno upravo in svetovalec dejansko reče, a kam pa mislite, da vi sodite? Jaz sem vas poklical za pomoč, ne? Aha, ok, izpolnite KIDO 3 obrazec, ok, izpolnimo KIDO 3, se pošlje, a ne, ni pravi obrazec, je KIDO 5, ok, izpolnimo KIDO 5, ne, potem se pošlje, aha, ne, veste, vi glede na vašo situacijo bi pa verjetno mogli KIDO 7. Jaz sem vas poklical, prosim, svetujte mi. Ne? In potem, bom rekel, se vse zavleče in je res, bom rekel, tako ko se je reklo, neizobraženost, bom rekel, teh ljudi bi dejansko bilo dobro imeti eno tako mednarodno linijo za take stvari, ne neko splošno, bom rekel, linijo, ki določeni res ne delajo tega, mogoče v življenju nikoli se ni ukvarjal s tem, pa ravno nadomešča neko, bom rekel, kolegico, kolega, ki je na dopustu bolniški in ti ravno seveda, ko imaš srečo, Murphyjev zakon deluje, če stvari lahko grejo narobe, bojo šle in ti ravno na tega naletiš. Ne? In potem imaš res zelo slabo izkušnjo in to bi bilo res pametno narediti, res eno tako mednarodno linijo, ki je dostopna, ki bi dejansko pomagala reševati pa mogoče izogib tem problemom. Najlepša hvala. Mi smo za 15 minut presegli naš predvideni čas, kar mislim, da dokazuje, da sem imel res odlične sogovornike, da je bila tematika zelo zanimiva, ampak vendarle predlagam, da na tem mestu zaključimo, predvsem zaradi naslednjega panela, da se stvar ne bi preveč zavlekla. Tako da sedaj bi se ta panel moral už začeti, ampak verjetno si vsi želimo malo zadihati, malo bi skrajšali pauzo in bi čez 10 minut, torej 25:04 nadaljevali z finalom. Vsi tisti pa seveda, ki ste imeli kakšne misli, jih pa potem lahko tudi podelite še po naslednjem panelu. Hvala lepa.